Evo me popr imam in meni s poprom res ni problem kihan, tako da moram pa kihan z odprtimi očmi. Joj, kje ste, kako ste? Danes sem ful excited za te dva videa, ki jih bom posnela, zdaj sicer sem enega videla in sicer 10 stvari izjemnih zanimivih in ki se jih niste mogli predstavljati, da jih vaš telo lahko izvede, ali pa jih niste vedeli v svojem telesu. Ali pa 10 stvari v vašem telesu, ki vas bojo ful navdušile, ali pa ful presenetile, ali boste rekli, good boy, ne moram verjeti, da to tudi znaš, ok, zdaj sem šla malo delaš. 10 najverjetnih dejstev v tvojem telesu in v mojemu in v naših telesih, ful dejstev. Dejstvo je, na ful dober se lahko sedeš v večer. A sem jaz v fokusu? Mac! Zdaj se Albus odločil začeti praskati kavč. Ne. Tole sem se naučila dobesedno tako en mesec nazaj in sem bila ono, oh my god, ful je praktična in sicer ful ima čivlak. Kako preveriš, če si dehidriran? Ker stisneš tole kožo, tukaj upam, da nam posnetek dala, da nam pozabila. Če skoč nazaj dol, si dost vode danes pil and you're good. Če ne skoč nazaj dol in ostane tako gor, ker me ne torej sem hidrirana, pomeni, da si dehidriran. Torej, če ostane gor in se ful počas razleže tekom, ne vem, minute, si verjeten dehidriran, tako da beš vodo piti. Druga točka. V 10 letih se bo celotno tvoje kostje zamenjalo. Celice v kosteh se v celoti zamenjajo, se pa z leti regeneracija upočasnjuje, kar ne pomeni, da traja to dalj časa, še zmeraj se zamenjajo v 10 letih, ampak so pa vedno tanjše, zato ljudje potem starejši so bolj, bo rekla, krhki, bolj morajo biti previdni, manj so športno predrzni, ker preprosto kosti ne zdržijo toka, marsikaj še drugega v telesu, ampak kosti se prej zlomijo. Tretja točka, na to mislim tudi, da smo lahko kar ponosni, sicer kosti so močnejše od jekla. Nekje sem celo prebrala, to jaz ne upam trditi, ker mi zveni menčkrat tako za lase privlečen, ampak da bi bile kosti 5-krat močnejše od jekla. Čeprav ne vem, zakaj primerjajo z jeklom, ker meni se zdi, da še mir jeklo bi se najbrž prej upognilo, kakor zlomilo, medtem kako se pa zloma, ne bo se upognila logično, mečka mogoče. Stegnenica je najmočnejša kost, by the way, in je sposobna podpreti tudi 30-krat težo človeka, ne samo enkrat. Danes četrti točki mi tak mindfuck, ne vem sploh zakaj, ker sem to prebrala, sem bila tako, ne vem zakaj. Ok, preden povem, ugibajte in dol komentirajte, kater prst predvidevate, da je na roki najmočnejši. Bom počakala. A smo? Če ne pa pauzo stisnite. Ja, mezinc, če ste napisali, da so najbolj neverjetno, ste najbolj šogane. Mezinc. In ne tako mečkan močnejši, ne 10%, ne 5%, ampak je. Mezinc zauzema 50% moči celotne roke. Ampak dejansko, če pomislite, kdaj špecerijo dam nesete, se pravi, nabavo iz trgovine, velikrat boste prej prijeli z mezincem, kakor s kjermo drugmu prstem. Če si predstavljaš, že recimo s prstencem mogo ali s kjermo drugmu. Čeprav meni se zdi ta, tudi sredinc, kar močen palc. V glavi, ja, mezinc ima 50% moči roke. Avtomatično v glavi to povežem z Galadriel. By the way, Galadriel je meni tako najlepše ime na svetu. Oh my god, če mi kdaj otroka je bila Galadriel. Aha, Galadriel. Anyways, ljudje dobesedno sijemo. Ja, oddajamo sijaj. Tako da, ko ljudje rečejo, ne vem, nosečenci ali pa nekomu, ki je zaljubljen ali pa res srečen, da žari, to ne izhaja iz krnik, ampak ljudje dejansko oddajamo fizično svetlobo. Fora je samo, da je 1000-krat manjša od tiste, ki jo ljudje vidimo s prostim očesom. Tako da, oh my god, ali. Tako da načeloma je ne moramo videti. Ful me je strašil, ko imam papirje naprej. Ful imam zahtevanga otroka. Albus! Pa je se tekom dneva količina te količina te svetlobe spreminja, zato ob 10 naj bi jo imeli najmanj, se zbudimo, zjutraj ob 10 in potem popoldne ob 4 največ.
Na 7. točki je dejstvo, ki ga nikakor nikdar v življenju ne poskušati, ker je nevaren do ravni smrti. Don't ever try. To so probali v laboratoriju in ugotovili so, da če združijo trebušno kislino skupaj z želetko za britje, jo razgradi praktično. V 24 urah je do polovice razgradi. Torej, če bi ti pogoltnil želetko, kar freaking prosim ne naresti, upam, da imaš toliko mozga v glavi, da ne boš, se razgradi. Tukaj je močna trebušna kislina. Če se spomnite, ko smo o lažeh govorili in sem rekla, da lahko pogoltnem zvečilem, ker ga takole razgradi trebušna kislina, ja, pač to je dejstvo in ne ostane 3 mesece, ker fizično opcijsko ne more, ker želetko razgradimo v 2 dneh. Tako da, po moje je večji problem, kako bi jo sploh pogoltnil, ker bi se prej zaklal, kakor da bi jo dejansko prebavil. Na 8. točki je to, samo da vam povem, ne bom veliko govorila o tem, ampak naš jezik je isto edinstven, kot naš prstni odtis. Torej, prstni odtis imaš samo ti edin na celem svetu, taki kot imaš, isto velja za jezik, odtis jezika bi bil isto edinstven. Ja, tam je zabavno, če si predstavljaš, da bi prišel do forenzika, ki bi rabil dokaze pobrati in bi tako a ste že pobrali odtis, a ste že prijel. Na 9. točki je nekaj, kar poruši ful stvari na tem svetu, vključno z Sixth Sense, torej 6. čut filmom, in sicer imamo več kot 5 čutov, ni potem samo še 6, ki je več. Imamo čut imenovan propriocepcija, to je občutek za prostor. Nociocepcija je občutek bolečine, torej ne samo dotik in nujno, ok, nečesa se dotikam, pa je mrzlo ali pa hladno, ampak pravno fucking au boli me. A veste, kaj je tudi občutek? Ravnotežje je občutek za ravnotežje. Termocepcija, temu se ne reče, da ti je vroče ali pa da te zebe, mislim, mi tudi tako rečemo, termocepcija je občutek za temperaturo. Imamo tudi občutek za čas in vsi sicer zaznavanje in vsi to vemo, kako je, ker te mami 15 krat kliče po telefonu, pač ne glede na koliko je ura, definitivno zaznavaš, da je nekaj narobe s časom, ker ga uravnavaš tist moment. Več jih je, ampak dosti en dan. Na 10. točki je to, da je resničen von starih ljudi. Kdaj nekam prideš ali pa zavohaš babico ali pa ata in rečeš, tak von po starih ljudeh, pa ne, ni nujno slab, tak mogoče zelo prijeten, nekaj posebenega. In ja, dejansko drži, tako kot za otroke velja nek von, pa neki feromončki, ki sproščajo, pa dojenčke veritke, pa to isto velja za stare ljudi, da von naš je in se spreminja. In pa še eno, kar presežem, da je to možno, in sicer prebrala sem, da je nemogoče, kolikokrat v življenju, kolikokrat probaš kihant z odprtimi očmi. In zdaj to ne vem, ali je ona fora, da probaš, pa se zajebeš, ali dejansko ni možno, ker jaz imam feeling, da mi je že rate, tako da grem zdajle probat s popram. Bobo. Zdaj pa moja ful dolgo nam mogla nekati. Ne kašla, tihala bi. Kako me Alba zgleda. Oh my god, zamižala sem, zakaj se ne da z odprtimi? Čaj. Kaj sem zamižala. Albus. Čak, moram vam Albusa pokazati. Ne, to pa ni bilo do konca, ne vela. Dragi moji, veste, kva sledi. Vas pozivam, da mi pošljete posnetke, če vam rata kihant, pa ne fake, pač kihant, makar s popram, da bom verjela in me označite in bom dala na story, če rata nekomu, ker očitno se dokazano ne da in je zdaj, da mi 3-krat ni ratal, tako da god damn. Ok, to je to za ta video, da smo se zabavili. Alien mama out. Aj, čau. Bye.